Pozdravljeni. Zopet je na vrsto prišel naš običajni komentar novic, kjer si bomo tudi tokrat skupaj pogledali, kaj se je zanimivega zgodilo v preteklih dneh. Tudi tokrat se bomo, kot običajno, ustavili pri 4 različnih temah. In kolikor vas zanima, kaj piše v citiranih člankih, imate bližnjico do originalov, kot ponavadi navedeno v samem opisu. Tudi tokrat, kot dobro veste, slika v barvah pomeni, da navajam tisto, kar sem prebral v že prej omenjenih člankih. Ko se slika spremeni v črno-belo, pa dodajam moje osebno mnenje oziroma moj komentar. Tako, tudi tokrat smo na hitro obnovili pravila tega malce drugačnega formata, zato se lahko takoj lotimo prve današnje teme. V prvi današnji temi se bomo dotaknili članka, ki je bil objavljen 1. aprila na spletnem portalu Planet F1. Tu smo zasledili izjavo Maxa Verstappena, ki je izjemno kritičen predvsem do pravilnika v sezoni 2026. In treba je dodati, da je Max Verstappen dejal nekaj, kar zna biti malce polemično. Namreč Max je dejal, da za spremembe v Formuli 1 bi lahko uporabili besedo varnost. Namreč 4-kratni svetovni prvak bi rad določene spremembe dobesedno vsilil skozi isto zanko, ki omogoča pri določene spremembe zaradi varnosti nastopajočih. In tu moram najprej dodati, da sem v verodostojnost same novice rahlo podvomil, ker je bila objavljena 1. aprila. Namreč varnost je varnost in s tem se ne gre igrati. Uporabljati varnost kot nek izgovor za spremembo je vsaj po mojem mnenju nedopustno. Težave v sodobnih Formuli 1 niso zaradi varnosti oziroma nevarnosti določenih elementov. Težave so drugje in uporabljati to za neke vrste izgovor je pod vsako kritiko. Zato upam, da je bila izjava Maxa Verstappena lepo prvoaprilska šala. A mi si poglejmo drugo današnjo temo. Pri drugi današnji temi se zopet vračamo k članku, ki je bil objavljen 1. aprila. Le da tokrat na spletnem portalu RaceFans. Kit Coltrane je napravil izjemno dobro analizo o eni izmed velikih šibkih točk pri Mercedesu v letošnji sezoni. Oba voznika sta na 4 letošnjih dirkah na štartu skupaj izgubila 21 mest. Ne smemo pozabiti, da letos smo do tega trenutka videli 3 dirke za veliko nagrado in en sprint. V vseh 4 priložnostih sta bila na štartnem razporedu Mercedesa prvi in drugi. Andrea Kimi Antonelli je izgubil 15 mest, medtem ko George Russell v navednicah samo 6. In ne smemo pozabiti, da pri vseh 4 priložnostih je Mercedes zmagal.
Velja poudariti, da vodilni v skupni razvrstitvi Andrea Kimi Antonelli je v povprečju se celo znašel tam okrog 6. mesta v prvem krogu. In to je po svoje zaskrbljujoče. A treba je poudariti, da tudi v naših srečanjih v živo in mojih analizah sem s prstom pokazal prav na štart kot tisto slabo točko pri Mercedesu. Če malce pogledamo širše, bomo ugotovili, da George Russell na koncu niti nima tako slabega štarta, še posebej, če sta v ozadju oba Ferrarija, ki znata preskočiti marsikoga. Ampak Andrea Kimi Antonelli izgublja enostavno preveč. Zato v bistvu ponavljam tisto, kar sem že omenil v predhodnih prispevkih. Aprila, v tem malce daljšem premoru, bi morali v Brackleyju Andreo Kimija Antonellija posesti v simulator ter mu nekako omogočiti ure in ure speljevanja in štartov, da se bo končno naučil, kako gre. Če bi Antonelli namesto 15 izgubil samo 6 mest, podobno kot Russell, bi bila slika več kot sprejemljiva. Tako pa je, vsaj po mojem, kmalodane nezadostna. A videli bomo, kaj se bo zgodilo, mi se pa lotimo tretje današnje teme. V tretji današnji temi se bomo dotaknili članka, ki je bil objavljen 31. marca na spletnem portalu motosport.com. Tu je govora o tem, katera je v resnici druga sila na štartnem razporedu v začetku letošnje sezone svetovnega prvenstva Formule 1. Videti je bilo, da v trenutku, ko so pri McLarenu malce odpravili tehnične težave, so takoj se znašli tam skorajda v boju z Mercedesom. Medtem ko Ferrari, kljub temu, da še ostaja na drugem mestu, kar se tiče konstruktorske lestvice, do tega trenutka nikoli ni bil pravzaprav v boju za samo zmago. In tu se lahko lotevajo rahle špekulacije, ampak sam menim, da ima Ferrari SF26 rahlo zgrešen koncept. V primerjavi z drugimi smo opazili, da res Ferrari je dober pri štartu zaradi že tolikokrat omenjenega manjšega preseka same turbine, da ima ogromno oprijema v primerjavi z drugimi, so boljši na tehničnih delih, ampak enostavno nima končne hitrosti. In to je ključnega pomena v letošnji sezoni. Tako, da se resno lahko sprašujemo, zakaj nekateri Ferrari postavljajo na drugo mesto, čeprav bi racionalno gledano bilo logično jih postaviti nižje. McLaren brez težav je hitrejši. To smo videli na veliki nagradi Japonske na progi. Dvomim, da se bodo vsi, predvsem navijači Ferrarija, s tem strinjali, ampak zaenkrat številke kažejo v to smer. A poglejmo si še zadnjo današnjo temo. Za konec pa se bomo kot običajno ustavili pri tisti malce bolj postranski temi, pri novici, ki je bila mogoče v tem primeru celo spregledana. Zopet smo na spletnem portalu motosport.com pri članku, ki je bil objavljen 28. marca. Tu smo lahko prebrali izjavo Mika Schumacherja, ki je po 4 dirkah v seriji IndyCar priznal, da ni bil pripravljen na tisto, kar je videl na progi.
Treba je dodati, da Mick Schumacher po 4 dirkah, in govorimo o dirkah na ovalih, kot tudi na tistih klasičnih progah, je na zadnjem mestu med vsemi, ki nastopajo v tem prvenstvu. Treba je povedati, da na zadnji dirki je njegov moštveni kolega prišel med prve 3. In tu smo zopet na tisti točki, kjer se lahko mnenja krešejo. Po eni strani bodo zagovorniki Micka Schumacherja, ki bodo trdili, da rabi čas, da se bo prilagodil k tej novi seriji, po drugi strani so tisti, med katere prištevam tudi sebe, ki pravimo, da pravzaprav z izkušnjami iz Formule 1, iz vztrajnostnega prvenstva prototipov ne rabi prilagajanja, če je tak talent, kot so nekateri pravili in kot so ga nekateri povzdigovali. Resnica je lahko, kot običajno, nekje vmes, ampak treba se je zavedati, da so mediji ustvarili izjemno visoka pričakovanja, ki jih Mick Schumacher na prvih 4 dirkah ni izpolnil. In verjetno to je njegova zadnja priložnost ustvariti si lastno ime na nekem nivoju v motošportu. Upajmo, da je ne bo zapravil. A kot ste razumeli, tudi danes smo prišli do konca tega našega hitrega pregleda in komentarja novic iz sveta Formule 1. Hvala za vašo pozornost in nasvidenje.